Pozdrav in hvala vsem, ki ste prišli na ta deževen dan na današnje panelno predavanje z mogoče nekoliko zloveščim naslovom Kaj storiti z izobraženci. Letos smo se IDŠ-jevci v bistvu odločili, da letnik predavanj ne bomo otvorili tako, kot ga ponavadi. Se pravi, namesto da bi za prvo predavanje šli iskati neko veliko ime, nekega bolj prepoznavnega predavatelja, smo se odločili, da bomo sami pripravili neke vrste uvodnik v ta predavanja. Tudi še to naredimo na račun, večje udeležbe. Zato danes pred vami sedimo člani Inštituta za delavske študije. Jaz sem Arne Kušej, zraven mene Nejc Kralj, Andraž Levstek in Ivana Maričič. Vsak je pripravil en kratek prispevek na temo intelektualcev. Jaz bom v bistvu naredil en tak zelo kratek uvod, potem bo Nejc govoril o teoretskem in tudi političnem problemu, mislim, da predvsem političnem problemu intelektualcev na primeru Sovjetske zveze. Andraž se bo potem lotil na misli Antonija Gramscija, ki je mogoče najbolj znan mislec, najbolj znan marksistični mislec, ki se je nekako ukvarjal s temo intelektualcev. In potem nazadnje bo Ivana pokrila neke osnove sociološke misli Pierrea Bourdieuja. Bourdieu sicer ni marksist, ampak ga lahko vsaj v odnosu do teorije intelektualcev in kritike intelektualcev razumemo kot nekakšnega sopotnika marksizma. In zato se nam je zdelo smiselno, da ga tudi vključimo v ta uvodnik. Jaz v bistvu začel z neko dosti preprosto opazko, da Marx in Engels nista zares razvila kakršnekoli teorije intelektualcev. Največ, kar sta razvila, so bili neki ključni, ampak marsikaterem oziru pomanjkljivi nastavki za takšno teorijo. Večino teh nastavkov v bistvu najdemo v enem izmed njunih zgodnjih del, v nedokončanem delu Nemška ideologija, ki sta ga Marx in Engels napisala leta 1845 oziroma 1846. To je zelo zgodaj v njunem intelektualnem razvoju, to je bilo še par let pred nastankom komunističnega manifesta. Ampak to zgodnje dela Nemška ideologija v bistvu je prvo, ki nekako zastavi ta problem. In zastavi ga, ker je imelo v bistvu nek dvojni cilj. Po eni strani naj bi nemška ideologija, naj bi to delo služilo kot kritika neke specifične skupine nemških intelektualcev, tako imenovanih mladoheglovcev, ne bom se spuščal v to, kdo so to bili. Po drugi pa ne bi služila kot nekakšna predstavitev Marxove in Engelsove lastne materialistične teorije zgodovine. Na tistih točkah, kjer sta se predstavitev materialistične teorije zgodovine in kritika intelektualcev srečala, tam v bistvu najdemo nastavke za marksistično teorijo intelektualcev. V mislih imam predvsem tistih nekaj pasosov, kjer se Marx in Engels lotita mišljenja v odnosu do družbene delitve dela. Da bi pomembnost tega, kar sta Marx in Engels naredila v teh pasosih, da bi razumeli pomembnost tega, kar sta Marx in Engels naredila v teh pasosih, moramo imeti v mislih, da so mišljenje, intelekt, duh, zavest in tako naprej v kontrastu z materijo, telesom, prakso in tako dalje, tradicionalno bili obravnavani na abstraktno-filozofski način, se pravi ločeno od nekih konkretnih zgodovinskih okoliščin. Pomembno je, da so bili pač neki abstraktno-filozofski problemi, kot so odnos med mišljenjem in bitjo, med zavestjo in svetom, med duhom in telesom, tudi med mišljenjem in materialno dejavnostjo, bili načeloma razumljeni kot temeljni problemi za mišljenje. Bili so problemi, ki so lahko bili ne le zastavljeni, ampak tudi potencialno razrešeni na ravni samega mišljenja. Ampak za Marxa in Engelsa so to vrstni
abstraktno-filozofski problemi nasprotno odražali neke realne, praktične probleme družbene ureditve. Praktične probleme, ki so bili vezani na določene zgodovinske okoliščine in so se lahko tudi spreminjali z zgodovinskimi okoliščinami. Niso bili problemi, ki bi izhajali iz posameznika v abstraktnem smislu, ampak so bili proizvodi določene družbene delitve dela med posamezniki. Specifično delitve med materialnim in intelektualnim delom. Tako da, ko Marx in Engels v nemški ideologiji pišeta obskurne povedi, kot je, na primer, citiram, zavest nikoli ne mora biti kaj drugega kot osveščena bit in bit ljudi je njihov dejanski življenjski proces. Ko pišeta take stvari, v bistvu imate v mislih nekaj relativno preprostega in to je, kako razumeti intelekt, kako razumeti mišljenje, zavest, karkoli, ne v ahistorični izolaciji, ampak znotraj neke konkretne delitve dela v točno določenih družbenih okoliščinah. Zdaj, v te slajde sem nalepil teh par pasosov iz nemške ideologije, ki so relevantni za teorijo intelektualcev. Morali bi se videti, če citiram prvega. Delitev dela postane dejanska delitev šele od trenutka, ko nastopi neka delitev materialnega in duhovnega dela. Prva oblika ideologov, fari, duhovščina, sovpade s tem. Od tega trenutka dalje si zavest dejansko more umišljati, da je nekaj drugega, kakor zavest obstoječe prakse. Da dejansko nekaj predstavlja, ne da bi predstavljala nekaj dejanskega. Od tega trenutka je zavest sposobna, da se emancipira od sveta in preide k tvorbi čiste teorije, teologije, filozofije, morale in tako naprej. Potem naslednji pasus, ki se mi zdi relevanten, bom kar prebral vse tri zaporedoma, pa bomo pol prešli na neko razlago tega. Naslednji je, z delitvijo dela je dana možnost, celo dejanskost, da duhovna in materialna dejavnost, uživanje in delo, produkcija in potrošnja pripadajo različnim individuom in je možnost, da ne zaidejo v protislovje le v tem, da se spet odpravi delitev dela. In nazadnje, to je mogoče najbolj slaven odlomek iz nemške ideologije, misli vladajočega razreda so v vsakem obdobju vladajoče misli. To je razred, ki je vladajoča materialna družbena moč, je hkrati vladajoča duhovna moč. Razred, ki razpolaga sredstvi za materialno proizvodnjo, razpolaga s tem hkrati sredstvi za duhovno proizvodnjo. Tako da so mu hkrati v povprečju podrejene misli tistih, ki nimajo sredstev za duhovno produkcijo. Delitev dela, ki smo jo že prej odkrili kot eno glavnih sil dosedanje zgodovine, se izraža zdaj tudi v vladajočem razredu kot delitev duhovnega in materialnega dela. Tako nastopa v tem razredu en del kot mislec tega razreda. Zdaj, te odlomke se lahko interpretira na naslednji način. V bistvu delitev med intelektualnim in materialnim delom poteka na dveh ravneh. Prva, bolj osnovna delitev se zgodi na ravni ekonomske baze, na ravni samega produkcijskega procesa. Gre za delitev, ki je med komentatorji nemške ideologije pogosto opisana kot delitev dela med organizacijo in izvedbo produkcijskega procesa. Med tistimi, ki usmerjajo produkcijski proces in tistimi, ki sledijo ukazom v proizvodnji. Zdaj ne vem, a meni to dela, bom verjetno moral. Se pravi, delitev dela med intelektualnim in materialnim delom v tem smislu v veliki meri sovpada z samorazredno delitvijo. Te zelo preprosti shemi, ki ne bi sicer bila značilna za vse dosedanje razredne družbe, stran intelekta, stran organizacije družbenega procesa zastopa nadrejeni razred, materialno izvedbo pa podrejeni izkoriščeni razred. Zdaj, Marx in Engels te delitve v nemški ideologiji ne obravnavata na kakršenkoli bolj podroben način, ampak vprašanje delitve dela
na ravni samega procesa, proizvodne, potem v poznejših delih v bistvu vstopa v njune obravnave kapitalističnega produkcijskega načina, kjer je zlasti v kontekstu tovarniškega dela, na katerega se Marx in Engels osredotočata, zelo izrazita opozicija med neko sofisticirano znanstveno-tehnološko optimizacijo delovnega procesa, ki prihaja s strani kapitala, in pa na drugi strani bolj recimo nekim poneumljenim, poenostavljenim, mehaničnim delom, ki mu je podvržen delavski razred. Namesto da bi obravnavala to delitev na ravni ekonomske baze, se Marx in Engels v nemški ideologiji v bistvu osredotočita na neko drugo sekundarno družbeno delitev med duhovnim in materialnim delom, ki je v osnovi delitev med ekonomsko bazo in ideološko nadstavbo. Oziroma med tistimi zastopniki vladajočega razreda, ki so v neposrednem ekonomskem razmerju z podrejenimi proizvajalci in tistimi, ki so bolj ali manj odmaknjeni od organizacije in izvedbe materialne proizvodnje. Spravi, duhovščina, filozofi, umetniki, literati, znanstveniki, tudi državni uradniki, pravniki, vse te družbene skupine lahko vrstimo v delovanje ideološke nadstavbe in vse te družbene skupine bi tudi lahko opredelili z nekim pojmom intelektualcev. Torej imamo dve delitvi med duhovnim in materialnim delom, eno med vladajočim in podrejenim razredom in drugo med vladajočim razredom in ideološkimi producenti. In vsaj v kontekstu nemške ideologije je Marxa in Engelsa primarno zanimal ta drugi, bolj intelektualistični del družbene delitve dela, ta del, ki je po eni strani odvisen in vezan na interese vladajočega razreda, po drugi strani pa se je do neke mere osamosvojil od temeljnega razrednega razmerja ekonomske baze, naprimer od izkoriščevalskega razmerja med buržoazijo in proletarci v kapitalistični produkciji. Marxa in Engelsa je zanimalo predvsem, kakšen učinek ima ta protislovna pozicija na tiste, ki se nahajajo na ideološki strani delitve dela, kakšen učinek ima ta protislovna pozicija na vsebino in formo njihovega dela. In prišla sta do zaključka, da to vrstno stališče v družbeni strukturi načeloma proizvaja celotno serijo posebnih patologij in mistifikacij, od zatekanja k abstrakcijam in tega, kar ste imenovala obračanje dejanskosti na glavo, spravo nekako postavljanje intelektualcev na nekako načelo zgodovinskega razvoja, do recimo nekih posebnih oblik elitizma, sektaštva in oportunizma, ki so med drugim oteževali priključitev tudi nekih dobronamernih intelektualcev komunističnemu gibanju in ki so zahtevali neko mero filtriranja pri sprejemanju intelektualcev v komunistične politične organizacije. S tem jaz moj zelo osnoven uvod zaključujem. Nekaj od teh tem bomo pač bolj podrobno predelali na tem panelu, nekatere pa v naslednjih predavanjih, tako da pustim te stvari za enkrat odprte. Ja, no, jaz bi zdaj malo zgodovinsko preskočil naprej in bi se osredotočil predvsem na problem neke specifične skupine intelektualcev, to so pač partijski intelektualci, predvsem na primeru zgodne Sovjetske zveze. Zdaj, preden lahko začnem o tem govoriti, moram vseeno na hitro odpreti temo, kako je to vprašanje pač reševala socialdemokracija druge internacionale, v kateri so pač Lenin, Plekhanov in drugi pač glavni sovjetski ideologi in voditelji pač začeli takrat. Zdaj, revolucionarna socialdemokracija, predvsem njena nemška veja, ki se takrat formira okoli tudi ideološko okoli Erfurtskega programa,
kot glavnega programa nemške socialdemokratske stranke, pri katerem je v glavnem pač največji del, ki ga je napisal Karl Kautsky, potem znan kot papež marksizma in podobno, ali pa teoretik močvirja. V glavnem je v okviru pač te revolucionarne socialdemokracije ta problem intelektualcev spet izhajal iz razredne delitve dela. In ključna je bila spet ravno ta delitev med ročnim in intelektualnim ali pa mentalnim delom, ki je pač potem v grobem tudi ustrezala delitvi dela med delavskim razredom na eni strani in malomeščanstvom oziroma buržoazijo na drugi strani. In proletariat je pač v mislih te pač nemške in evropske socialdemokracije tukaj seveda nastopal kot razred, ki zaradi svojega mesta v razrednem boju edini lahko pač nastopa potem kot revolucionarni razred znotraj kapitalističnega produkcijskega načina. Ampak problem, s katerim se je soočala tudi socialdemokracija, je, da se seveda pač proletariat te svoje vloge nujno ne zaveda. Torej, da sam po sebi ne zmore proizvesti teorije razredne družbe ali pa teorije razrednega boja. In glede na to delitev dela so potem delavci pač obsojeni na fizično delo, v okvir katerega pa teorija sama po sebi ne spada. Na drugi strani te delitve pa potem najdemo radikalne intelektualce, za katere se pa zdi, da imajo teorije skoraj preveč, prakse pa nekaj dost. Ti intelektualci zaradi svoje razredne pozicije tudi potem ne morejo nastopati kot revolucionarni subjekti, hkrati pa tudi ne prepoznajo nujno nekega revolucionarnega subjekta v proletariatu. In se zato kvečem pač lotevajo posameznih poskusov izgradnje raznih utopij, kot so pač seveda delali utopični socialisti. Tako imamo pač v mislih pač revolucionarne socialdemokracije na eni strani proletariat brez socialistične zavesti, na drugi strani pa socialistična zavest brez proletariata. In naloga socialdemokracije je bila ravno združiti oba te dva elementa. Zdaj torej, naloga intelektualcev je bila, da ustvarijo neko organizacijo, se pravi socialdemokratsko stranko, ki bo skrbela potem za dvig razredne zavesti med delavci. To pomeni, da je mogla skrbeti za izobraževanje in agitacijo, da je mogla opozarjati na krivice, ki se dogajajo delovnim ljudem in organizirati odpor proti različnim oblikam kapitalističnega zatiranja. Zdaj, delavci sami so bili seveda že lahko udeleženi v vsakdanjem ekonomskem razrednem boju, ampak so hkrati v razmerju do te socialdemokratske stranke morali potem začeti kot neki učenci, ki pač konzumirajo to socialdemokratsko literaturo in se tudi besno potem odzivajo na vse krivice, ki jih razkriva socialdemokratska stranka. Sčasoma z razvojem razredne zavesti pa bi se potem njihova vloga spremenila. Iz delavskih vrst bi začelo prihajati vedno več novih voditeljev, dokler delavski razred sam ne prevzame boja za svojo osvoboditev, na kar pač preide v neko revolucionarno fazo. K tej viziji so se v končni fazi šteli tudi Lenin in drugi pač ruski socialdemokrati in na menševiški in na boljševiški strani. In najbolj neko znano delo, v katerem Lenin razlaga pač svojo verzijo te socialdemokratske zgodbe, je seveda polemični spis Kaj storiti. Ampak problem je, da hkrati je to tudi eno najslabše razumljenih Leninovih besedil. Ravno v okviru tega teksta se Leninu očita, da se odmakne od socialdemokratske vizije in zasnuje neko vizijo avtoritarne partije, ki jo vodi neka zarotniška skupina voditeljev iz vrst meščanskih izobražencev,
ki potem vodijo neuke delavce, ker bi ti brez njihovega vodstva zašli na pot reformizma in pod okrilje buržoazije. Zdaj, ta Leninova domnevna avtoritarnost ne bi potem na vse zadnje proizvedla Stalina, pa bog ve kaj še vse. In na vse zadnje res drži, da pač Lenin zapiše, da lahko delavci socialistično zavest dobijo zgolj od zunaj, da sami ne zmorijo proizvesti svoje lastne ideologije in da bodo sami po sebi zapadli zgolj v ekonomski sindikalni boj. Ampak to gre večinoma za neke zelo iz konteksta vzete paragrafe iz Kaj storiti, ponovadi sta omenjena tako dva. Večina Kaj storiti dejansko ne govori o tem, da delavci sami niso sposobni sejti revolucionarnega boja. Nasprotno, Lenin tam ravno govori, da delavci so že na tem, so že pripravljeni, so že na tem, da izvedajo revolucijo ali pa da začnejo vsaj revolucionarni boj. Problem je, da sami intelektualci zamujajo za njimi in niso sposobni pač pripraviti neke socialdemokratske teorije, niso sposobni proizvesti raznih pač organizacij, ki bi delavcem prinašale znanje in tako podobno. Skratka, sama ta, torej Lenin hoče ravno povedati, da delavci so že spontano revolucionarni, ampak da je njihova revolucionarnost še vedno stihijska in nestrukturirana. To pomeni, da rabi pač socialdemokratska stranka in intelektualci samo pač dodati še neko teorijo in podobno, potem pa lahko sami delavci preidejo na to, da sami izvedejo revolucijo. Zdaj, to je morda še nekoliko bolje vidno v nekih paragrafih iz kasnejšega dela, Korak naprej, 2 koraka nazaj, ki je sicer pač, torej ta tekst je v glavnem popisuje spor med menševiki in boljševiki. Lenin seveda očita menševikom, da so pač neki oportunistični intelektualci. In kar pač Lenin tukaj hoče povedati, kar hoče predstaviti, je ravno neka razlika med proletariatom in med intelektualci, ki izhaja iz realnih pač življenjskih okoliščin obeh skupin. Proletarec izhaja iz tovarne, kjer po eni strani vlada stroga disciplina, po drugi strani se pa vzpostavlja neko tovariško razmerje do drugih proletarcev. Intelektualec je na drugi strani vajen bolj samostojnega dela, torej nekega akademskega, birokratskega, kulturniškega in tako dalje. Zato je njegov pač modus operandi v osnovi individualističen. In ker intelektualec zaradi narave svojega dela anarhični individualist, kakor se izrazi Lenin, je tudi potem bolj nagnjen k oportunizmu. In Lenin se v bistvu v tej oceni takrat leta 1904 ni motil, ker je po prvi ruski revoluciji leta 1905 velik del izobražencev v partiji, predvsem razni lokalni sekretarji in podobno, rusko socialdemokracijo zapustil in se pridružil potem novo nastalim liberalnim strankam, predvsem recimo ustavnim demokratom oziroma kadetom. Zdaj, seveda rekli smo, torej, da Lenin ni bil nezaupljiv do delavcev in da ni zagovarjal neke vodilne vloge partijskih intelektualcev, ampak je v njih videl predvsem podporni kader za razvoj razredne zavesti. Kljub temu je pa med samimi boljševiki obstajala tudi taka močnejša interpretacija socialdemokratskih principov. Zdaj, ta tok so potem predstavljali predvsem tako imenovani levi boljševiki oziroma skupina v period. Njihov najbolj znani predstavnik pa je bil Aleksandar Bogdanov. In če je socialdemokratski mainstream v pač marksizmu videl predvsem neko znanstveno-politično doktrino, ki razlaga kapitalistično družbeno formacijo in daje formo ter cilj delavskemu boju, je v period v marksizmu videl na nekih točkah skoraj da neko novo religijo.
Zdaj, Anatolij Lunačarski, eden iz te skupine, je v Marksu kot teoretskemu začetniku socializma videl na nekih točkah celo Jezusovega naslednika. Maxim Gorki je v boju za socializem videl, kako proletariat gradi novega boga. Skratka, z tega pride pol tako zvano bogograditeljstvo. Sam Bogdanov ni šel tako daleč, ampak če je ortodoksija na prvo mesto postavljala nek politični boj, so te periodisti na prvo točko postavljali neko kulturno-pedagoško funkcijo partije. Glavni projekt Bogdanova je bilo recimo ustanavljanje partijskih šol, na katerih naj bi se delavci izobrazili v socializmu. Izvedeni sta bili le dve, ena je bila na Capriju leta 1909, druga v Bologni leta 1911. Bile sta le delovnoma uspešni, mislim, da na prvi je bilo nekaj čez 20 udeležencev, 5 se jih je potem uprlo in šlo k Leninu, en od njih je bil pa vohun tajne službe. Zdaj, nasploh je stava Bogdanovega bila, da bo socialistična inteligencija s pomočjo teh partijskih šol delavcem vnaprej od zunaj vcepila neko socialistično kulturo. In glavna šola za delavca tako ne bi bila sam razredni boj, ampak bi moral najprej iz boja izstopiti, se potem izobraziti v socialistični teoriji in kulturi in šele na to bi lahko deloval kot revolucionarni akter. Šele, torej, ko bi se delavci vzgojili v tako imenovano pač proletarsko kulturo, bi bili pripravljeni za revolucionarno delovanje. Takšna koncepcija je seveda zahtevala bistveno večjo vlogo intelektualcev, ki bi vodili seveda te partijske šole, kot je to recimo pri Leninu. In Evald Iljenkov, nek poznejši sovjetski filozof, je politično teorijo Bogdanovega zato dosti kasneje komentiral, da njegovo pač vizijo socializma vodijo buržoazni strokovnjaki, ki zgolj prevzamejo to staro vlogo svečenikov nekega novega boga. Ampak kar je zgodovinska ironija tega, je, da ravno v tem času, ko se je Bogdanov šel te partijske šole, so intelektualci večinoma bežali iz partije. In konec koncev se je tudi izkazalo, da je imel prav Lenin in ne Bogdanov, ker partijske šole in proletarska kultura niso imele neke bistvene vloge pri revolucijah leta 1917. Te so začele delavke in delavci sami. Zdaj, za zaključek, da povem še nekaj nasploh o praksi po revoluciji. Torej, tudi po oktobrski revoluciji so se boljševiki še vedno soočali z vprašanjem intelektualcev. Na eni strani so imeli to zgodovinsko nalogo odpraviti to razliko, to razredno delitev dela, na drugi strani so kar naenkrat mogli voditi eno največjih svetovnih držav, ki je seveda zahtevala mnogo birokracije in podobnega. In partija sedaj ni imela več te naloge vzpodbuditi proletariata k revoluciji, ampak pač voditi še izgradnjo socialistične družbe. Zdaj, dejansko je takrat potem kazalo, da na to vlogo ni najbolje pripravljena. V njej so pač precejšen del članstva še vedno predstavljali izobraženci. Lenin sam se je hkrati tudi trudil partijo ohraniti čim manjšo. V prvih letih po državljanski vojni je centralni komite večkrat zaostril včlenitvene pogoje, pri čemer so bili te ravno najbolj sproščeni za delavski razred, najostrejši pa za izobražence in uradnike, kar seveda ponovno dokazuje Leninovo vero v proletariat in delno nezaupanje do intelektualcev. Tukaj so sicer neke malo kasnejše številke, torej za čas NEP-a, torej vidimo lahko, da je pač procent delavcev v partiji nekako naraščal. Zdaj, med temi, mislim, te pogoji so v resnici kar zanimivi, ne bom jih zdaj tukaj bral pogoji za včlenitev v partijo, ampak delavci so dosti lahko prišli noter, kakšni, torej ta kategorija drugi so imeli pač,
zanje je bilo zahtevalo, da imajo priporočila od več ljudi z daljšim članstvom, da imajo daljše probacijsko pogodbe. Če so bili prej člani nekih drugih strank, pol so sploh rabili še nekih 10 let, da so jih sploh učlanili in tako dalje. Zdaj, nasploh torej je zaradi tega v prvih letih, torej po državljanski vojni, članstvo partije celo padalo. Razlog je bil delno v tem, da tudi še v času NEP-a je to prinašalo predvsem ogromno dolžnosti, ampak nobenih privilegijev. Član partije ni mogel sam odločati o svoji zaposlitvi, ni mogel zares imeti družinskega življenja in tako dalje. Zdaj, čisto za eno anekdoto, ljudski komisar za izobraževanje, prej omenjeni Anatolij Lunačarski, je tudi prej omenjenemu Bogdanovemu ponudil zaposlitev na komisariatu za izobraževanje. Ta jo je zavrnil, rekoč, da zgolj z delavsko plačo ne more preživljati svojih 2 družin, niti nadaljevati s pisanjem svoje nove knjige. Tok pač o revolucionarnosti nekaterih intelektualcev. Zdaj, kljub temu je pa recimo po letu 1924 članstvo v partiji začelo strmo naraščati. Če je bilo v letu 1924 še nekje pri 472 tisoč, je do leta 1926 partija presegla 1 milijon članov. Ta eksplozivna rast pa je pomenila, da se je razredna delitev, ki je prej pač obstajala med izobražensko partijo in pač nekako proletariatom zunaj partije, potem tudi preselila v partijo samo. Torej, nastala je neka ožja elita znotraj partije, medtem ko je bila večina pač partije delavcev. Zato s tem je pač postal za vodstvo najbolj pereč problem v bistvu problem izobraževanja. Zdaj, to so predvsem znotraj partije imel pri tem glavno vlogo sloviti Agitprop, potem razne komunistične akademije, komunistične univerze, ki so jih sicer večkrat spucali, ker so se načeloma postavljale na stran opoziciji, torej in trotskistične in potem Buharinove. Zato te univerze niso bile najbolj uspešne. Zdaj, vlogo zunaj partije, ki si je potem v končni fazi izobraževala tudi vključujoče se članstvo, so imeli pa pač predvsem ljudski komisariat za izobraževanje, ki ga je vodil Lunačarski, in pa glavni komitej za politično izobraževanje oziroma glav politprosvet, ki ga je vodila pač Nadežda Krupskaja. V okviru teh pač organizacij so bile potem ustanovljene razne šole političnih osnov oziroma politgramata, v katere je bilo vključenih na neki točki že 500 000 študentov. Zdaj, kljub temu, da zaključim, je šlo pri tem izobraževanju za nek proces, ki bi verjetno vzel desetletja. Hkrati je pa v tem času, potem ko je partija toliko narasla, čisto iz birokratskih razlogov vedno večjo vlogo začel dobivati generalni sekretariat partije, ki je v političnih spopadih potem porazil in v bistvu centralni komitej in politbiro partije. In v končni fazi potem vodil v neko birokratsko centraliziranje in partije in sovjetske države. Zdaj, stalinizma tako v partijo ni prinesla neka Leninova nagnjenost k zarotniškemu delovanju ali pa neka ljubezen do meščanskih izobražencev, niti Stalinove pač osebne značilnosti, ampak je stalinizem predvsem privedel nek razvoj partijske birokracije v 20 letih. S tem bi zaključil svoj del. Ja, zdaj se pa iz Sovjetske zveze premaknemo v istem časovnem obdobju še v Italijo, k Antoniju Gramsciju, ki najbrž poznate, ampak si zasluži ene par besed.
Rojen je bil na sredini leta 1891, kjer je bil v mladosti prežet s sredinskim nacionalizmom. Leta 1911 je s štipendijo odšel na študij v Torino, ki je bil takrat razvijajoč se industrijski center. Kmalu zatem, 1913, se je pridružil italijanski socialistični stranki in potem deloval tudi v revolucionarnih dogodkih, ki so se zgodili v Torinu po prvi svetovni vojni med tako imenovanim rdečim dvoletjem, kjer je spontano želja italijanskega proletariata za njo zaostalo izobraženstvo iz italijanske socialistične stranke in sindikatov. V tem kontekstu je tudi bil eden izmed ustanovnih članov komunistične partije, ki jo je tudi vodil kot sekretar med leti 24 in 26, kjer je nasledil Bordigo. Predvsem je bil pa v tem času dejaven kot eden izmed urednikov revije L'Ordine Nuovo, torej Novi red, in v manjši skupini, ki se je ukvarjala z izobraževanjem delavcev. Torej leta 26 je potem ga zaprla fašistična oblast in v zaporu je preživel 11 let do konca življenja. Umrl je s hudimi zdravstvenimi zapleti. Zdaj, svojo misel je v zaporu razvijal naprej, zbrana je v tako imenovanih zapiskih iz zapora. Zaradi te strogega fašističnega nadzora in cenzorjev je mogel mnoge svoje koncepte zaviti v razne eufemistične izraze in podobno zakriti. Hkrati pa je ustvaril mnogo svojvrstnih novih konceptov, tako da je ta tekst na koncu relativno enigmatičen in kompleksen in je proizvedel mnogo različnih interpretacij. Zdaj, Gramsci igra tukaj posebno vlogo v zgodovini marksizma kot eden izmed glavnih teh marksističnih teoretikov, ki se je ukvarjal z vprašanjem intelektualcev. Delno je to neka tema, ki ga je spremljala celo življenje. Imel je izkušnje iz tega predvsem iz svojega dela, kjer je bil odgovoren za izobraževanje nekih delavskih množic. Pa tudi iz tega urednikovanja revije, kjer je deloval v tem uredniškem kolektivu. In ta motiv intelektualca je tudi ena izmed temeljnih tem zapiskov iz zapora. Torej, kdo je v bistvu intelektualec po Gramscijevo? Nek metodološki način, ki je splošno razširjen, da se intelektualca meri po značilnosti njegove aktivnosti, da upravlja neko specifično intelektualno aktivnost, je Gramsci zavrnil kot zmoto. In namreč vsaka fizična dejavnost potrebuje nek element intelektualne dejavnosti in obratno tudi nobena intelektualna dejavnost ni popolnoma brez nekega fizičnega elementa. Hkrati pa smo tudi vsi na nek način intelektualci, vsi delujemo kot filozofi, umetniki do neke mere, če ne to, vsaj smo ljudje z okusom, z moralnimi, političnimi nazori. Zdaj, kakšnimi pustimo, ampak vsi smo intelektualci na nek način. Torej, pomembno je nekaj drugega, pomembno je, kdo upravlja družbeno vlogo intelektualca. Torej, lahko govorimo o intelektualcih, ne moramo govoriti o neintelektualcih. Te ljudi, ki so dejansko intelektualci, torej, ki upravljajo to družbeno vlogo, je treba analizirati ne kot neke posebne individualne mislice, ampak iz perspektive nekih družbenih odnosov, katerih posebitev so. In te družbeni odnosi so vezani na produkcijo, distribucijo in reprodukcijo vednosti. Torej,
To je taka zelo razširjena definicija, ker poleg teh nekih najbolj stereotipnih predstav intelektualci, filozofi, umetniki, znanstveniki, ki se ukvarjajo s produkcijo vednosti, zaobjame tudi malo širše tiste, ki se ukvarjajo z produkcijo, torej učitelji, profesori in pa vsi ostali, od nekih arhivistov, prevajalcev, popularizatorjev, birokratov, urednikov, torej vseh, ki se ukvarjajo z družbeno sfero vednosti. Torej, zdaj pa se pojavlja vprašanje, kaj je zdaj z intelektualci, da je to neka posebna skupina družbena, je to ločen razred, ali ima vsaka družbena skupina svoje intelektualce. In ta definicija se nekoliko zakomplicira zaradi različnih načinov oziroma različnih oblik, ki jih proces nastajanja intelektualcev privzame skozi zgodovino. In za Gramscija sta dva najpomembnejša, in to sta način ustvarjanja organskih in tradicionalnih intelektualcev. Zdaj, kaj to pomeni? Vsaka družbena skupina, ki se oblikuje skozi neko bistveno ekonomsko funkcijo oziroma okoli nje, doživlja neke izkušnje sveta, ki so odvisne od te ekonomske funkcije. Ima neke čustvene vtise v svetu in razumevanja, ki jih potem oblikuje v nek svetovni nazor, ki je ponavadi determiniran z neko splošno razširjeno logiko, zdravim razumom oziroma splošnim mišljenjem. Ta je seveda pogosto produkt že obstoječih ideoloških nastavkov in oblastnih struktur. Zdaj, okoli te skupine se pa sčasoma oblikuje neka skupina, nek sloj intelektualcev, ki vzamejo te čustvene vtise in jih preoblikujejo v neko bolj koherentno strukturo in razumevanje sveta. Zdaj, tukaj je pri Gramsciju neka ta ločitev, ki se mogoče na prvi pogled zdi nekoliko elitistična med ljudskim elementom, ki čuti, in intelektualci, ki uporabljajo razum, ampak zaradi te posebne razširjene definicije, kdo je intelektualec in kdo ni, se potem to je malo to drugače oblikovano. Torej, v 19. stoletju je nek delavec lahko čutil odtujenost od svojega dela in so zaposlenih. Podobno, če bi bil pozoren, bi lahko opazil neke posebne lastnosti blaga, ki ga ustvarja, blagovni fetišizem. In na nek način lahko tudi to mi danes na delovnem mestu še vedno čutimo. Šele Karl Marx je pa tem občutkom in opažanjem dal neko koherentno strukturo za analizo. In v tem primeru je Karl Marx igral neko vlogo organskega intelektualca delavskega razreda. Torej, organski intelektualci so neke družbene skupine so vezani na to družbeno skupino oziroma odnos med njimi je na nek način strukturen, naraven, temelj. Na najnižji stopnji so te organski intelektualci ponavadi ljudje, ki se specializirajo za nek določen aspekt te ekonomske funkcije, okoli katere se družbena skupina ustvari, recimo inženirji za podjetniški razred se specializirajo za neko specifičen aspekt industrijske produkcije ali pa politični ekonomisti. Sčasoma pa preide ta neka osnova na višje politične zahteve, organizira svojo stranko politično in lahko tudi, če so to pravi nastavki, se zavzema za prevzem oblasti, širjenje svojega razreda, nadzora nad državnim aparatom, ustvarjanjem nove kulture in tako naprej.
Torej vsaka taka nova družbena struktura, skupina, ki si prizadeva zavzeti oblast, pa se na neki točki sooči z že obstoječim sklopom izobraženstva. Ti izobraženci se zdijo, kot da imajo neko zgodovinsko kontinuiteto za sabo, kot da so neodvisni od političnih sprememb sveta. Kar ni res. To so tradicionalni intelektualci, ki so tisti, ki povsebljajo že obstoječe razmerje oblasti. Njihova vednost je vedno vezana na preteklost in zato ne morejo oblikovati nekih revolucionarnih pogledov na svet in političnih zahtev. Je pa po Gramscijevo pomemben del prevzema oblasti neke družbene skupine, da jih zavzame oziroma asimilira. Zdaj, ta odnos med intelektualci in sfero produkcije pri Gramsciju ni neposreden, kot pravi, ga posreduje v različni meri celotno družbeno tkivo. In to je odvisno od nekako oblikovanja nadstavbe. Torej, organičnost intelektualcev določa njihova zveza z osnovno družbeno strukturo, odvisna je od njihove pozicije v nadstavbi. In Gramsci loči načeloma dve ravni, glavni nadstavbe, to sta civilna družba in politična sfera. Civilna družba je sfera zasebnih družbenih organizmov, ki opravljajo naloge ohranjanja hegemonije neposredno, pasivno vzpostavljajo, uravnavajo množice, medtem ko je sfera države, torej politična sfera oziroma sfera države, pa bolj direktno disciplinira tiste skupine, ki ne soglašajo s obstoječo hegemonijo. Zdaj, država ima tudi funkcijo združevanja organskih intelektualcev, vladajoče skupine in tradicionalnih intelektualcev. Do neke mere podobno funkcijo ima pa tudi politična stranka. Zdaj, politična stranka je spet nekoliko širše razumljena pri Gramsciju kot ponovadi striktno razumljena kot nekaj, kar je pravno določeno. Gre za neko organizacijo, čez katero se dogajata dva procesa. Torej, ko neka družbena skupina ustvari svojo politično stranko, se v njej v bistvu izoblikujejo novi organski intelektualci te skupine in po drugi strani se zgodi asimilacija organskih intelektualcev in tradicionalnih intelektualcev. Zdaj, tukaj je tudi, zato je ta tudi teza Gramscija, da je vsak član politične stranke intelektualec. Zdaj, trgovec ne postane član stranke zato, da bi trgoval, industrialec ne zato, da bi ustvarjal, izdeloval več po nižji ceni. Ne, člani politične stranke postanejo zato, da so gibalne sile zgodovinskega razvoja. Tukaj je tudi potem še vprašanje marksizma, ki ga Gramsci razume kot nekaj živega, kot nekaj, kar se elaborira iz strani organskih intelektualcev, kot je bil Marx, kot je bil on sam, na neki točki prevzema oblasti, ki se mora še zgoditi. Zdaj, dovolj Gramscija za danes. Hvala. Okay. Torej, zdaj se selimo v Francijo v druge polovice 20. stoletja. Torej, za vse, ki še morda niste slišali za Pierra Bourdieja ali se preprosto niste z njim ukvarjali, bi na začetku ponudila nekakšen biografski predtakt svojemu delu predstavitve. Bourdieu je bil, za razliko od svojih številnih uglajenih kolegov, proletarski otrok očeta poštarja, ki naj bi službo v javni upravi izdal svojo kmečko družino in prednike, ter otrok matere na ravno tako nižjih ravneh javnega sektorja. Ker je bil dober v šoli, so ga iz juga Francije poslali v elitne pariške šole, kjer se vselej počutil nekoliko nelagodno, kot da mu tam ni mesto, kot the outsider within.
In ravno ta odmaknjenost, to neskladje Bourdieuove osebne zgodovine ali družinskega pedigreja z delovanjem na prestižnem polju intelektualne produkcije je botrovalo vseživljenjski fascinaciji z vprašanjem statusa izobraženstva. Torej, ne zatrjujem, da je ta razpoka med osebnimi okoliščinami in akademskim poljem vzrok precej obsežnega Bourdieuovega opusa o intelektualcih, temveč da mu je omogočila svojevrstno premestitev pogleda na položaj, vpliv in status inteligence v določeni družbi. Antropološka in predvsem sociološka obravnava intelektualne produkcije je tudi rdeča nit, ki se vleče od samih začetkov Bourdieuovega pisanja pa vse do njegovega konca, zato nikakor ne preseneča, da so se njegova stališča, pa tudi koncepti, ki jih je skoval, vmes močno spreminjali. Torej, druga biografska opomba zadeva njegovo vojaško službovanje v Alžiriji, kjer je bil priča nezdružljivosti francoskega državnega kolonialnega sistema z navadami tamkajšnjega prebivalstva oziroma njihovimi strategijami za preživetje v situaciji vzpostavljanja novega, njim tujega družbenega reda. Tam naj bi spoznal, da so filozofske kategorije, predvsem pa dihotomije, ki jih te držijo pri življenju, denimo ločevanje med duhom in telesom, subjektom in objektom, notranjim in zunanjim, kolektivnim in posameznim, občim in partikularnim, torej da so te filozofske dihotomije nevzdržne ali kar neuporabne za razumevanje sveta, v katerem se je znašel. Na eni strani je tako zavrnil fenomenologijo, češ da ta izvzame predmete iz njihovega družbenega konteksta, ki je zanj seveda ključen, po drugi pa je označil strukturalistično antropologijo Clauda Lévi-Straussa za precej pomanjkljivo, češ da ta ne zmore odgovoriti na vprašanje, zakaj in kako naj bi se člani neke skupnosti ravnali po nenapisanih pravilih, ki ta isto skupnost tudi oblikujejo. Tako kot Marx in Engels je tudi Bourdieu uvidel revščino idealistične filozofije, ki daje primat sferi idej pred objektivnimi družbenimi razmerji, vendar je obenem želel kritizirati tako predpostavke kot tudi učinke historičnega materializma. Če Bourdieuove očitke nekoliko poenostavim in strnem v 3 točke, je marksizem obtožil prvič preučevanje družbe izključno v njeni diahronosti namesto sinhronosti. Zaradi analize premen produkcijskih načinov, torej iz antičnega v fevdalni, iz fevdalnega v kapitalistični in naposled v komunistično utopijo, naj bi po Bourdieuju Marx spregledal večdimenzionalnosti posameznih zgodovinskih trenutkov. Drugi očitek, Bourdieu je menil, da Marx ni pravilno predvidel učinke lastne teorije, zato je Bourdieu, torej tretjič, poleg ekonomskega vzpostavil tudi koncepte kulturnega, družbenega in simbolnega kapitala. To napako naj bi Marx zagrešil preprosto zaradi lastne zgodovinske umeščenosti v trenutek rojstva industrijske družbe, ki je dotlej oblikovala le 2 skrajna družbena antagonista, torej izkoriščevalce in izkoriščane. Bourdieu je menil, da je treba v analizi vzeti v zakup obsežen državni aparat, birokracijo, izobraženstvo in preplačano delovno silo, recimo menedžerje, športnike, producente, programerje in tako naprej, kar neprimerno zaplete družbene dinamike ter ni izvedljivo na klasično razmerje med buržoazijo in proletariatom. Bourdieu se je tako odpovedal 3 dominantnim strojem francoske misli 20. stoletja. Fenomenologiji, strukturalizmu in marksizmu. Odpovedal se torej filozofskim kategorijam in njenim idealnim objektom, antropološkim in etnološkim pristopom ter marksističnemu ekonomskemu redukcionizmu. Zato je moral na novo izumiti lastna raziskovalna oziroma konceptualna orodja. Tako je na novo opredelil 3 pojme, ki so mu omogočili, da odgovori tako na vprašanje hkratnosti delovanja različnih družbenih sfer, kot tudi na antropološko uganko sledenja nenapisanim družbenim pravilom. Te 3 pojmi so habitus, polje in kapital, ki jih bom v nadaljevanju predstavila. Prav prek razlage teh pojmov je namreč moč razumeti tudi Bourdieujev odnos do intelektualne produkcije. Torej, omenila sem, da je Bourdieu marksizmu očital nekakšen pretirano linearen pogled na zgodovino. To kritiko lahko, vsaj delno, razumemo kot posledico Bourdieuevega koncepta polja.
Polje je nekakšen družbeni prostor, znotraj katerega se nenehno spopadajo družbeni akterji. Družbeni akterji so za Bourdieuja lahko posamezniki, skupine ali inštitucije. Vendar spopad poteka po pravilih igre tega konkretnega polja. Lahko si ga zamišljamo kot nogometno igrišče. Je neko zamejeno polje z nogometaši, družbenimi akterji in zelo specifičnih položajih, ki omogočajo in onemogočajo določene poteze. Igrišče in sama igra imata svoja pravila, ki se jih novi igralci morajo priučiti, ne nazadnje tudi same značilnosti igrišča, na primer kvaliteta trave, so odločajo potek igre, a skozi zgodovino nogometa se razvijajo različne formacije, različni položaji, ki služijo pridobivanju prednosti v igri ali nasprotovanju trenutno uveljavljenih zmagovalnih praks. Teh nogometnih igrišč je za Bourdieuja ogromno. Recimo polje izobraževanja, kulture, literature, znanosti, birokracije, medijev, akademije, ekonomije in tako naprej. Družbeni akterji pa venomer delujejo na več poljih hkrati, niso pa vsa enako pomembna. Recimo, da obstaja neko metapolje, ki je polje moči, na katerem se spopadajo različna polja, izhodi teh spopadov na polju moči pa vplivajo na delovanje samih družbenih polj. Zato naj bi marksistični pogled na zgodovino bil preveč linearen, saj bojda spregleda številčnost različnih družbenih polj, njihovih medsebojnih in notranjih spopadov. Po tej teoriji imajo tudi intelektualci neko svoje, sebi lastno polje delovanja, recimo temu akademsko polje ali polje izobraževanja. Po Bourdieuju denar ni najboljša valuta, s katero lahko igraš na akademskem polju. Lahko si super bogat, vendar to ne pomaga, če nimaš, na primer, okusa. Torej, valuta, ki v tem primeru šteje, je kulturni in ne ekonomski kapital. Kot sem že omenila, je Bourdieu definiral 4 različne kapitale. Ekonomski, kulturni, ki zadeva izobrazbo, poznavanje jezikov, kulturne preference, okus, skratka vse, kar lahko najdemo v povprečni biografiji. Družbeni kapital, ki se nanaša na družinski pedigre, veze in poznanstva, ter simbolni kapital kot nekakšna vsota vseh 3 že omenjenih kapitalov. Kulturni kapital je tako joker, ki postavlja družbene akterje, torej posameznike ali inštitucije, v boljši ali slabši položaj znotraj akademskega polja. Več kot imamo kulturnega kapitala, boljša je naša izhodiščna pozicija. Vprašanje je pa, kako si družbeni akterji pridobivajo kulturni, družbeni in simbolni kapital, če ti niso nekaj prostotržnega. Na tej točki pride v igro dinamični duo koncepta polja, habitus. Habitus, kapitali in polje so nekakšna Bourdieueva konceptualna sveta trojica, ki se ne da zares razumeti ločeno, saj je vsak od teh 3 pojmov v dinamičnem razmerju z ostalimi. A če se vrnem k vprašanju kopičenja kulturnega kapitala, je ta torej zvezan s pojmom habitusa, ki ima pri Bourdieuju vsaj 3 različne družbene dimenzije. Preden se jih dotaknem, bi rada samo opomnila, da je habitus koncept, ki se direktno nanaša na delovanje družbenih akterjev. Torej, na nekem polju so različni družbeni akterji s svojimi habitusi, vsi so v nenehnem spopadu, kjer je orožje v tem boju kapital v svojih 4 pojavnih oblikah. Habitus ima prvič časovno razsežnost, saj zaobjema preteklost, sedanjost in prihodnost družbenega akterja. Preteklost in sedanjost, na katero se sklicuje habitus, je skupek nekih osebnih izkušenj, pridobljenih znanj in veščin, vzgoje, načinov obnašanja in doživljanja sveta, pač neke zgodovine družbenega akterja. Ta zgodovina vpliva na trenutne in prihodnje odločitve tega istega akterja. Vendar je skupek možnih odločitev zaznamovan z nekimi objektivnimi družbenimi kategorijami. Če pojasnim, zgodovina družbenega akterja je že lahko neka enkratna vsebina, vendar to vsebino strukturirajo družbene kategorije, kot so razred, spol, rasa, spolnost, narodnost, religija in tako naprej. S tem habitus kot koncept presega na začetku omenjene konceptualne filozofske dihotomije, saj omogoča vstop zunanjega, objektivnega sveta v samo jedro subjektivnosti.
Torej, neke družbene kategorije na popolnoma nezavedni ravni oblikujejo partikularno vedenje določenega družbenega akterja. Vendar je za Bourdieuja bistvenega pomena tudi to, da vsak družbeni akter v svoji partikularnosti nenehno reproducira in producira to isto družbeno tkivo s samim svojim obstojem in delovanjem. To tudi pomeni, da ne samo, da družba oblikuje kategorije, znotraj katerih družbeni akter misli in deluje, temveč tudi ta družbeni akter širi oziroma krči domet teh istih kategorij. Poleg časovne dimenzije in preseganja starih konceptualnih dihotomij je tretja značilnost habitusa področje strategij. Če je polje vselej polje spopadov oziroma polje igre, je habitus tisto, kar oblikuje strategije igre družbenega akterja, ki želi znotraj polja prosperirati. Okay. Če je habitus polje in kapitale, še enkrat pojasnim na čisto konkretnem primeru študentke Urše. Malo zbanaliziram, ampak predstavljamo si Uršo, ki je hči ljubljanskih akademikov. Starša sta ji položila v zibelko določen tip govorice, vedenja, vrednot, drže in tako naprej. Živela je v starem trnovskem stanovanju, hodila v vrtec z drugimi otroci intelektualnih in kulturnih delavcev, ob nedeljah je hodila v galerije, v prostem času v glasbeno šolo. Na Mladih rimah bere svojo poezijo. Od petkih se ga uniči s prijatelji iz impro lige na Metelkovi. Študira sociologijo in se ne rabi učiti za naslednji izpit o Bourdieuju. In recimo, da ima Urša sošolko Almo, ki je pa hči čistilke samohranilke, ki je hodila v vrtec na Fužinah, ob nedeljah je šla v džamijo in v prostem času gleda Pop TV ter dela v strežbi. Alma, če bi sploh študirala sociologijo, bi se po vsej verjetnosti morala zares učiti za ta isti izpit iz sociologije. Urša in Alma imata tako popolnoma drugačno osebno zgodovino, ki oblikuje njune trenutne življenjske okoliščine ter ne nazadnje določa njune prihodnje odločitve. Razlikujeta se glede na razred in verska prepričanja, kar oblikuje tudi njuna poglede na svet, obenem pa ravno zaradi te razlike morata ubrati različne strategije vzpona v akademskem svetu oziroma v izobraževalnem sistemu. Ker je Urša imela starša akademika, ima boljšo izhodiščno pozicijo v izobraževalnem procesu, saj pozna pravila igre akademskega polja, medtem ko se jih Alma mora šele priučiti. Urša je lahko veliko bolj znajdljiva v izobraževalnem procesu, ker ne rabi niti pomisliti, kakšne vse strategije mora ubrati, da bi prišla skozi. Akademsko polje je pisano na kožo, Alma je pa v njem tujka. Urša ima torej preprosto več kulturnega kapitala kot Alma. Na tej točki se zastavlja vprašanje, kako je možno, da je Urša pridobila takšno prednost. Ali ni izobraževalni proces bojda meritokratski, egalitaren in demokratičen? Ne, seveda ni. Po Bourdieuju pravila igre na polju izobraževanja dajo prednost družbenim akterjem z več kulturnega in družbenega kapitala, saj to polje preferira določen tip vednosti, govorice, vedenja, okusa in, če hočete, celo estetike, značilne za ta isto izobraženstvo. Ali drugače, lahko bi rekli, da gre za tautologijo, saj je na polju izobraževanja izobraženstvo dominantna skupina, ki določa pravila igre, ki gredo tej skupini v prid, s čimer postavlja v podrejen položaj vse tiste, ki zaradi svojega družbenega ozadja, družbenih okoliščin oziroma habitusa nimajo a priornega dostopa do tega vseživljenjskega nabiranja kulturnega kapitala. S procesom demokratizacije šolstva pa se zdi, kot da je krivda za podizobraženost podrejenih družbenih akterjev na polju izobraževanja na njih samih, čež da so manj talentirani ali manj sposobni, pri čemer sam izobraževalni proces ne upošteva specifične vednosti, ki jih podrejeni družbeni akterji gotovo posedujejo, vendar pa ta ni relevantna za pravila igre polja izobraženstva in akademije. Če ponazorim spet s prejšnjim primerom,
Lahko, da je Alma street smart, da obvladuje 1001 veščina in poseduje 1001 vednost o tem, kako se obnašati v specifičnih družbenih situacijah, s katerimi se je srečevala na svoji življenjski poti, a ta specifična vednost ne bo pomagala na polju izobraževanja, ker leto ne pripoznava tovrstne veščine kot relevantne za svojo igro. Še drugače, lahko da je Alma odlična košarkašica, a ji to ne pomaga pri igranju nogometa, pri čemer je nogomet tukaj polje izobraževanja. A čemu potem takem potrebujemo to farso, ki veli, da imajo vsi družbeni akterji enak dostop do izobraževanja ali akademske vednosti? Bourdieu meni, da je izobraženstvu v interesu ohranjanja statusa quo, saj se na ta način lahko reproducira v neskončnost. Pri tem pa je ključna beseda tukaj interes. Poglavitna razlika med ekonomskim in kulturnim kapitalom je po Bourdieuju ta, da ekonomski kapital ne skriva svoje očitne zainteresiranosti po neskončni akumulaciji kapitala. Kulturni kapital pa je, za razliko od ekonomskega, bojda nezainteresiran. Od tod naj bi tudi izhajala vzvišenost, celo prezirljivost izobraženstva do kvazi vulgarnega bogatenja z ekonomskim kapitalom, saj je inteligenca kot nezainteresirana tudi moralno vzvišena tako v odnosu do kapitalistov, kot tudi do neizobraženih množic. Bourdieu pa na tem mestu pokaže, da je kopičenje kulturnega kapitala celo dvojno zainteresirano, saj naj bi vsaka akumulacija vsakršnega kapitala imela za končni smoter nek ekonomski izkupiček oziroma vsaj finančno stabilnost po eni strani, na drugi pa veliko bolj zakrito nabiranje simbolne družbene moči, kar je še en Bourdieujev pojem. Kaj pa je funkcija izobraženstva, če ne, vsaj po Bourdieuju, analiza partikularnih pojavov in njihovo upenjanje v širši kontekst? Nenazadnje je sam iz nelagodja ob neskladju habitusa svoje proletarske družine z akademskim poljem izpeljal sociologijo izobraženstva. Z drugimi besedami, Bourdieu gre za to, da bi na podlagi empiričnih družbenih pojavov izpeljal nekakšno univerzalistično teorijo, kar naj bi bila tudi naloga vsega izobraženstva, pri čemer ima to dve posledici. Prvič, inteligenca določa meje in vsebino pojmov ali kategorij, ki oblikujejo objektivna družbena razmerja. Jezikovno polje je tako kot vsako drugo polje, polje spopadov in bojev za prevlado določenega pomena. Ravno tukaj je temelj tistega drugega očitka Marxu z začetka prispevka, češ da Marx ni predvidel posledice lastne teorije, saj je s tem, da je definiral značaj in nalogo delavskega razreda, za Bourdieuja s tem delavski razred pravzaprav tudi ustvaril. Razredi po Bourdieuju, dokler nimajo razredne zavesti, obstajajo zgolj na papirju. Nadalje, Bourdieu očita Marxu, da se je družba od njegovega časa do danes do te mere spremenila, da definicija buržoazije in delavskega razreda ne zdrži več, kar pa je prej zdrs v Bourdiejevem razumevanju marksizma kot zavezanega zgolj enemu avtorju in ne kot žive, spreminjajoče se teorije. Vendar Bourdiejeva ugotovitev, da izobraženstvo oblikuje kategorije, po katerih urejamo realni in s tem tudi miselni svet, pelje tudi v drugo smer, saj daje inteligenci neizmerno simbolno moč, kar pa bi izobražencem lahko podelilo tudi velik revolucionarni potencial. Vendar pa Bourdieu, vsaj v teoriji, do konca svojega življenja zagovarja, da je izobraženstvo inherentno reakcionarno, saj je vselej že na poziciji moči, torej tistega, ki v družbi dominira, s čimer lahko na strani zatiranih stopi le delno. Bourdiejeva stava je tukaj pravzaprav delno marksistična, torej da bodo protislovja in nevzdržne napetosti v slehernem polju delovanja privedle do morebitnih družbenih prevratov. Vendar pa je to prevratništvo venomer zamejeno le na določena polja družbenega delovanja, na posamezne, v liberalni družbi avtonomno upravljane družbene sfere, medtem ko na drugih področjih lahko še naprej vztrajajo stara pravila, kar bistveno zaplete potencialno revolucionarno dinamiko na prej omenjenem metapolju, torej polju moči.
Čeprav Bourdieu torej ni zagovarjal moči izobraževanja kot ozaveščanja o lastni poziciji, ter je menil, da je kakršnakoli sprememba možna zgolj in samo, če družbeni akteri spremenijo svoje družbene prakse, pa je proti koncu življenja sam postal še kar družbeno ali bolje politično aktiven v boju proti vedno bolj prisotnim neoliberalnim politikam. S tem pa je odprl polje svojim kritikom, češ da intelektualci vendarle lahko prispevajo tudi v razrednem boju. Hvala. Okay, zdaj smo malo nenavadni situaciji, ker vi nas vidite, mi pa sploh ne vidimo občinstva. A se da kakšne luči pržgati, mogoče, da ne bi bili tako zatemnjeni. Ja. Ok, zdaj veste, kaj sledi. Najboljši del. Diskusija, vprašanja in tako naprej. Odpiramo polje. Pojavljali ste se dve besedi, intelektualci pa izobraženci. Kolikor to dvoje imate proti sinonima? Bolj ali manj gre za sinonima, ja. Ja, mislim, ko marksisti govorijo o tem, imaš več pojmov. V nemščini je, mislim, kaj je inteligenc, v ruščini je inteligencija, ampak to se nekako prevaja se izmenično kot intelektualci, izobraženci. Mislim, da je pa še nekaj malo bolj čudne so razumništvo, pa neke take stvari. Ja. A sem jaz? Ti si. Okay. Ja, mislim, kaj storiti z izobraženci? Mislim, da sem Ivana nekako odgovorila na to vprašanje, kot da lahko nekako nekaj z njimi naredimo. Ja. Ampak ja, ne, mislim. Kaj bi bila vaša pozicija? Nejco, imaš ti racionalen odgovor na to izmenima? Mislim, ne vem, racionalen odgovor marksizma je bil pač, da je treba odpraviti samo delitev dela. Torej, odpraviti razliko med nekim manualnim ročnim delom in delitev na vse organizatorska, ne vem, akademska, birokratska in taka dela. Tako da, če rabimo pa odgovor na to vprašanje, potem je vedno odgovor pač ukiniti, rabimo izobraženstvo. Ne? Še kakšno vprašanje? Ali kak komentar tudi lahko? Lahko kdo napade, kogarkoli izmed nas. Zdaj Jaz sem ta potreba za opredelitvijo do polja, habitata, metapolja in tako naprej. Sploh ne vidim, kaj točen je razvoj te homožene Bourdieu. Njegove teorije, če tudi sam na koncu prišel v političnem boju, čeprav ga je vrš tako zavračal. Mislim, mogoče ne sem pletelo pred glave, ampak gledajte, sam ena taka dodatna preopredelitev, sam ene pa noge razrednega boja, ki se predstavlja kot neki širše, kaj zares je. Okay, nisem čisto prepričana, če razumem vprašanje, ampak recimo, torej Bourdieu vidi, da pač obstaja neka razlika konkretno pač med izobraženstvom in delavskim razredom in za razliko od Marksa pač ne gre preučevati neka družbena razmerja ali pa produkcijske načine, ampak se gre pač celo življenje ukvarjati s sociologijo intelektualcev. Zdaj, ja, sproti, zato ker je zavrnil, ker je pač tudi bil šolan filozof, je pač zavrnil neko idealistično filozofijo, ampak je tudi zavrnil do neke mere tudi marksizem. In je pač zato rabil izumiti neko novo ali drugačno konceptualno orodje, kot je pač habitus, polje, kapitali, da bi lahko sploh
mislil svoj objekt preučevanja, ki je pač izobraženstvo. Ne vem, če sem s tem odgovorila. Ne, ni v tem vprašanje. Vprašanje je, kaj točno je, Kaj so ti pojmi? doprinos te teorije. Ne? Kaj točno dobimo s tem, da samo preopredelimo te neke zadeve? Ok, mislim, kar se mene tiče konkretno. Jaz sem videl pomanjkljivost nacistične nekega razumevanja intelektualcev, da je treba to razmišljati izven nekega okvirja, realizma in tako naprej. Prosto pač mi ni jasno ta, sem, če bi mogel malo, da Ok, lahko se do neke mere strinjam, zdi se mi pa, da je vseeno uporabno na ravni tega, da pač danes gotovo imamo nek akademski pogon, ki ima neka svoja pravila in ki deluje na zelo specifičen način. In če smo čisti iskreni, jaz ne vem, kako bi ga opredelila. In tukaj pač se mi zdi Bourdieuova teorija uporabna. To ne pomeni, da bo pač Bourdieuova teorija rešila vse zagate izobraženstva, lahko je pa pač priročno konceptualno orodje. Kakršnokoli konceptualno orodje, ki je lahko priročno pri nekem konkretnem pač problemu, se mi zdi dobrodošlo. Ne pomeni, da bo samo to rešilo težave, ampak ja, ne vem, a ima mogoče kdo kaj? Ja. Ne, jaz se strinjam s tabo, da načeloma te stvari se da konceptualizirati znotraj pač marksistične teorije in tudi Bourdieuja se velikokrat samo bere kot neko razširitev marksistične teorije. Se ne vidi neka pravega protislavja temu. Se je pravilno, da je Ivana poudarila, pač kako se je v Bourdieuovem lastnem konceptualnem razvoju to nekako razmejil. Ampak v resnici meni se zdi, da če greš na kaj ta marxist.org, ja, so tam neki Bourdieuovi teksti gor in so načeloma brani pač tudi med marksisti, brez pač kakšnega občutka, da med tem obstaja neka velika kontradikcija. Rekel bi, da kaj je Bourdieuov doprinos, je enostavno to, da niso vse logike pač oblasti v družbi pač ekonomske in za akademike večinoma ne gre za to, kar gre pri, ne vem, buržoaziji, ko se pač poteguje za ekstrakcijo presežne vrednosti in tako naprej. Kar akademiki lovijo je nekaj drugega. Akademiki lovijo točke, lovijo pač to, da imajo nekako čim več kulturnega kapitala in tako naprej. Se pravi, to so neke druge logike akumulacije, ki niso pač pokrite v teh, ki jih izpostavil Marx v svoji teoriji. In zdaj, če to vidiš kot komplementarno marksizmu ali vidiš v tem kontradikcijo, to je odprto vprašanje. No? Ampak zdi se mi pa, da je koristno razmišljati v tej smeri, ker odpre v bistvu dejansko ti odpre način, kako lahko zelo podrobno obravnavaš pač akademsko sfero, ne samo kot nek prirastek, ne vem, neke temeljne kontradikcije med buržoazijo in proletariatom v kapitalizmu. Ja, jaz vam mogoče eno bolj spektakularno vprašanje. Da. V bistvu, kar nekako sem pričakoval, da bo omenjeno, pa ni bilo, je ta razlika med, ki se omenijo v nekih strujah marksizma, med fordizmom in postfordizmom. In prvo me pač zanima stališče do koncepta postfordizma, a pač pridemo tukaj na ravni samega procesa do neke bistvene spremembe, ker ne moramo več govoriti o fundamentalni razliki med fizičnim in intelektualnim delom, ampak v bistvu govorimo o fizičnem delu, ki vključuje intelektualne komponente zaradi fleksibilizacije tega dela in tako naprej. In če se to pač priznava kot resno zgodovinsko razliko, kakšna je potem nova naloga neke pač politične stranke, ki poskuša prevzeti meščansko državo? Ja, to si zdaj postavil najtežje možno vprašanje. Pač, tako, mislim, ja, tukaj definitivno je nek historični premik. Mislim, v distribuciji pač vednosti, v načinu, kako vednost vstopa v produkcijski proces in tako naprej. Potem je pač še en problem, s katerim se Marx ni zares soočal, in to je nekako problem novega malomeščanstva. Se pravi,
ne staro malo meščanstvo, ne te obrtniki in samoposestniki, kmetje, ampak novo malo meščanstvo kot ta nek del neproduktivnega mezdnega dela, pač neproduktivno tukaj uporabljam v tem marksističnem smislu, se pravi, ni upeto neposredno v akumulacijo kapitala. Se pravi, neke birokratske pozicije, pač akademske pozicije do neke mere in tako naprej. Se pravi, v bistvu Polancasto lepo predlike reče, da nekako v neki sodobnejši monopolistični obliki kapitalizma se intelektualno delo kot tako v bistvu premesti na stran nekak novega malomeščanstva. In tukaj je pač še en problem, ki ga Marx ni nekako pač mislim, ni ga teoretiziral zaradi tega, ker ni bil problem v njegovem času, ne, danes pa pač je. Tako da ja, mislim, kup je nekih premikov tukaj, ampak ne vem, če ti lahko dam nek odgovor na to, kako se odzvati na to. Pač tukaj je potrebna enostavno neka nova razredna analiza pač za naše obdobje. Če še jaz probam dati en odgovor. Mislim, v osnovi se mi zdi, da že težko je reči za Marxa recimo, ampak v osnovi bi rekel, da je že zelo zgodaj bila ta stroga delitev med ročnim delom pa med intelektualnim delom pač problematizirana. Že tam mislim, v bistvu že konec 19. stoletja so sam nastanek stroja in podobno že pogosto razumevali, da gre tukaj za nek preskok v to, da delo dobiva neko, tudi na najnižjih ravneh dobiva nek moment pač organiziranja, ker ti naenkrat upravljaš strojem, nisi zgolj tisti, ki ročno nekaj dela. Tako da to neko vprašanje, te meje se v bistvu že celo zgodovino marksizma pojavlja. In tudi zdaj pač v nekem današnjem času to vprašanje razreševati. Mislim, da sama razlika med tem, kaj je intelektualno delo tukaj in kaj je ročno, sploh v neki splošni percepciji ne pade nujno na to, kakšna je pač konkretno ta delitev, če ti vzameš izolirano to delo pa ga pogledaš, ampak poteka preko nekega posredovanja percepcije tega dela. Torej, neka dela bodo razumljena kot ročna, čeprav pač imajo neko zelo močno mentalno komponento, neka dela bodo razumljena intelektualno, čeprav je pol tistega dela, da ti prekladaš papirje z ene mize na drugo ali pa kaj takega. In v končni fazi se mi zdi, da je treba, pač, ko se dela neko razredno analizo, pač izhajati tudi preko, mislim, tega ovinka, malo kako je percipirano, ne samo gledati, kakšen konkretno je ta pač sam delovni proces. Sprav nek ideološki vidik je treba upoštevati. Ja, mogoče se bo vprašanje malo na Leninovo teorijo nanašalo, da Lenin pravi, da na delovnem mestu imaš nekako strogo disciplino. Ampak ravno tam več mogoče, da ni bilo to močno prisotno na delovnem mestu. Ja, to se strinjam. Mislim, Lenin, kar je pač zelo močen moment, mislim, nek zelo močen Leninov uvid tukaj je, v koliki meri sama nekak forma delovnega mesta vpliva potem na oblike organiziranja in podobno. Sama pač oblika tovarne je dala tudi obliko potem sindikatu, kot neki temeljni celici pač proletarskega razrednega pač mislim tudi pol političnega organiziranja. In tukaj pol pride iz tega to vprašanje, kako pol pač nekako
vsaj v nekem delu zahodnega sveta ta nek deindustrializacija ali pa pač tako izginjanje tovarne vpliva na pač načine novega pač delavskega organiziranja. Ker sindikalizirati, ne vem, nek Volt ali pa kaj tasga, mislim, da je malenkost težje od sindikalizirati eno tovarno ali pa kaj tasga. In ja, tukaj je, mislim, z tega vidika mi je bil Leninov uvid tukaj pomemben, ker daje tudi pač nek namig, na kaj rabimo premisliti. Ampak ne bi rekel, da je to tukaj toliko navezano, mislim, da je to toliko relevantno za samo razliko med ročnim pa intelektualnim delom. Tukaj se mi bolj zdi, da gre za samo pač spremembo osnovne celice produkcije, ali kaj bi rekel, v nekih pač na nekih določenih področjih.